Pozdravljeni. Današnji prispevek ima morda malce provokativen naslov. Če se Mick ne bi pisal Schumacher. A brez skrbi, ne bo kritika mladega voznika, ampak sistema, ki je nastal v sodobni Formuli 1. Iztočnica za ta prispevek je izjava Dana Ticktuma. Ta je dejal, da Nicolas Latifi je pri ekipi Williams samo zaradi tega, ker s seboj prinaša denar. Dejstvo je, da vsi pokrovitelji, ki jih vidimo na bolidu ekipe z Grova, so hočeš nočeš tako ali drugače povezani z družino Latifi. Če pogledamo samo rezultat velike nagrade Madžarske, kjer je bil Nicolas Latifi boljši od Georgea Russella, ne smemo mimo dejstva, da je izkoristil priložnost in ni napravil napak. Mnogi drugi manj izkušeni vozniki bi se lahko v taki situaciji zapeljali malce ven s proge, napravili kako napako, bili malček predrzni in na koncu zapravili rezultat. Nicolas Latifi ni samo dokazal, da je zrel in preudaren, ampak sorazmerno tudi dovolj hiter. A mi se lahko sedaj vprašamo, koliko smo prebirali o fantastični dirki Nicolaja Latifija. Ali smo iz tiste njegove bližine več slišali o Georgeu Russellu, ki je testiral za Mercedes. Kot da Latifi v resnici ne obstaja in da njegov denar pomaga Williamsu biti pri življenju, njegove točke pa v resnici ne. To je mnenje, ki ga po večini ustvarjajo mediji. Sam mislim, da je Nicolas Latifi soliden voznik, ki si zasluži biti v Formuli 1. Seveda v njem ne vidim potenciala za bodočega svetovnega prvaka, a to je druga zadeva. Na veliki nagradi Madžarske smo videli na tretjem prostem treningu nesrečo Micka Schumacherja. Podobno tistim dvem, ki smo jih videli na veliki nagradi Monaka. Sedaj se lahko začnemo spraševati, kako je možno, da je Nikita Mazepin tisti, ki se vrti na progi, kateremu v dar dajejo vrtavke, o Micku Schumacherju pa malo da ne ni slišati kritik. Je Mick Schumacher v Formuli 1 zaradi svojih zaslug ali zaradi zanimivosti svojega priimka? Namreč pozabiti moramo na dejstvo, da so vozniki v Formuli 1 samo zaradi tega, ker jim očka plača, vkolikor niso dovolj hitri. Nekateri imajo osebne pokrovitelje, drugi pa pritegujejo pozornost in s tem potencialne investitorje. In sedaj se lahko vprašamo, kako bi prišel Mick Schumacher v Formulo 1, če se ne bi pisal Schumacher. Mnogi bi rekli sedaj v tem trenutku, da z lahkoto vsaj je imel fantastične rezultate v minornih formulah. Ni imel slabih rezultatov, ampak daleč od tega, da bi bili fantastični. V 2 sezonah je osvojil naslov FIA Euro Formule 3. Ni GP3, ki je bila tista glavna formula v tedanjem razporedu. Obe kategoriji so se danes združili v Formulo 3. Ampak takrat Euro Formula 3 je imela atmosferske motorje prostornine 2 litrov, GP3 pa tako kot danes V6 3 litre cela 4. Kolikor primerjamo današnjo Formulo 3, je najbolj podobna formula tisti Euro Formuli 3, Euro Formula 3, ki jo promovira Alpine. Torej stopničko nižje. Ampak nič za to. Mick Schumacher je dosegel naslov Formule 2. Zopet po 2 sezonah
In vprašali se bomo, kolikšne rezultate so imeli tisti drugi vozniki, ki so prišli v Formulo 1 po svojih zaslugah, brez da bi imeli osebne pokrovitelje in brez da bi bili znani. Vzel bom primer Charlesa Leclerca, ker je prav tako prišel s pomočjo Ferrari Driver Academy. Brez skrbi, nihče ne pride v Formulo 1 brez takšne ali drugačne podpore. In Charles Leclerc je nedvomno eden izmed najboljših in največjih talentov sedaj v Formuli 1. Charles Leclerc je skozi minorne formule šel izjemno hitro. Leta 2016 je osvojil naslov GP3, tiste višje serije, nato naslednje leto Formule 2 in oba naslova je nesel kot novinec, ter leta 2018 začel svojo pustolovščino v Formuli 1. Leta 2016, takrat ko je postal prvak v GP3, je tudi debitiral na prostih treningih. Primerjava s tistim, kar je pokazal Schumacher, je več kot očitna, koliko boljši je bil Leclerc. A mnogi izmed vas boste sedaj dejali, saj Mick Schumacher s bolidom ekipe Haas se ne more dokazati. Lahko se dokaže, prav tako kot se je dokazal Nicolas Latifi s svojim Williamsom. In tu bi vam rad dal primer. Pokojni Jules Bianchi je dosegel 9. mesto na veliki nagradi Monaka leta 2014. Seveda, usoda mu je malce pomagala, ampak na razpolago je imel bolid ekipe Manor. Bolid, ki je bil daleč od tega, da bi bil konkurenčen. Prišli smo do tiste točke, kjer lahko začnemo razmišljati, kako je možno, da smo imeli sliko v naši podzavesti, da je Mick Schumacher tako uspešen v minornih formulah. Zaradi tega, enostavno, ker mediji so poročali, edino takrat, ko je dosegel dober rezultat, takrat, ko je bil njegov rezultat povprečen, sploh nismo vedeli, da dirka je. Zakaj se je toliko govorilo o njegovih zmagah v tisti B seriji Formuli 3? Zopet zaradi priimka. Namreč v sezoni, ko je Mick Schumacher postal prvak v FIA Euro Formuli 3, je bil prvak GP3 Tony Hubert, voznik, ki je tragično umrl v dirki Formule 2 v Belgiji. Sedaj bomo pa prišli do točke, ki je zanimiva. Namreč imamo Nikito Mazepina, kateri se vrti po progi, po mnenju mnogih navdušencev. Imamo Micka Schumacherja, kateremu moramo dati čas, da se bo razvil in postal šampion. Prav toliko vrti po progi kot Nikita Mazepin. In na koncu imamo še tretjega novinca, Yukija Tsunodo, ki se vrti na progi, ampak on ima bolid, ki mu dovoli dosegati zanimive rezultate. Težava je v tem, da vsi mi imamo izjemno nizko kulturo motošporta in izjemno nizko kritičnost. Viri, ki bi nas morali nekako usmerjati v pravo smer, so tu zatajili. Mir Micka Schumacherja. Namreč, kdo si ga bo upal odkrito kritizirati zaradi tega, ker je Schumacher? Namreč, mnogi ljubitelji Formule 1 se spomnijo gest njegovega očeta, zmag, naslovov svetovnega prvaka in težko razumejo, da v realnem svetu po genetiki se ne dobi talenta, kot je hitrost v Formuli 1. Priimek kot tak še ni garancija, da bo nekdo nekoč postal svetovni prvak. In najlažje je časopisom, spletnim stranem napisati Schumacher na veliko v naslov ter tako privabiti tiste nostalgične bralce in ljubitelje tega športa, ki komaj čakajo, da se bo
zgodovina ponovila. In prav ponavljanje zgodovine je ena izmed največjih nebuloz, ki jih lahko prebiramo tu pa tam. Težava ni v Miku Schumacherju. Težava ni v navdušencih, temveč težava je v samih medijih, ki niso sposobni dati neke konkretne vsebine. In ker je najlažje pisati o nekom, ki ima slaven priimek, pridemo do te stopnje, ko smo videli na tem kratkem primeru, da stvari pač niso take, kot nam mnogokrat pravijo. Je Nikita Mazepin res toliko slabši od Mika Schumacherja? No, na to vprašanje si lahko odgovori vsak sam. In preden bo kdo rekel, da Mik Schumacher za razliko od Nikite Mazepina je prišel v Q2, bi rad spomnil tega posameznika, naj pogleda, kako je prišel v Q2, kdo je povzročil rdečo zastavo in zakaj ta posameznik ni odpeljal niti kroga v drugem delu kvalifikacij. Formula 1 je krut šport, kjer najboljši pogostokrat ne pride do tistega rezultata, ki si ga zasluži. A vseeno to še ne pomeni, da samo s priimkom, z denarjem in s podporo lahko dosežeš vse. Treba je imeti tudi nekaj drugega, poleg že naštetih, malce nešportnih lastnosti. A danes mi navdušenci na to pogostokrat pozabljamo in tistim, ki so nam všeč, oprostimo marsikaj, morda celo prevečkrat. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.